Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke. Hvala, da ste se udeležili. Krat majhno opravičilo za tiste tehnične težave, ki so bile s pošiljanjem prvotnih vabil, zato smo prestavili. Še enkrat hvala vsem, ki ste se zdajle v popoldne odzvali našemu vabilu. Pred nami je začetek nove vlade, ki je zdaj postavljena šele nekaj dni, pa vendar je uspelo nekaj, kar zagotovo nihče ni pričakoval. Že v prvih nekaj dneh je poteptala Ustavo Republike Slovenije, ki bi jo morala dosledno spoštovati, in to vsaj v dveh primerih več kot očitno. Prvi je bil že na prvi seji, ko so zahtevali sezname zaposlitev, prezaposlitev in tako naprej v času vlade Janeza Janše. In čeprav jim je kasneje poskušala informacijska pooblaščenka dati za to odvezo, so prezrli, da pač obdelava in pa zbiranje katerihkoli podatkov z namenom izvajanja političnih čistk med zaposlenimi je očitno protiustavno. Se ustava vsakomur daje enake pravice, ne glede na politično prepričanje. In pravica do dela, pravica do dostopa do dela pod enakimi pogoji, do svobodne izbire dela je ustavna pravica. Beruf svobod pa je prepoznavni znak totalitarizma. No, še korak naprej je stopila gospa Bobnarjeva z odločitvijo, da odstopi samovoljno od pregona oziroma izterjave stroškov za nelegalne demonstracije, ki so bile tukaj v Ljubljani, in vsi dobro veste, da je tukaj zakon kristalno jasen. Po 35. členu zakona o javnih zbiranjih, če nastanejo posebni stroški za policijo, jih je dolžan poravnati tisti, ki stvar organizira. In kdo organizira, je tudi zakon popolnoma jasen. Tisti, ki v javnosti nastopa kot sklicatelj oziroma daje izjave kot organizator. Tako da tukaj nobenega dvoma ni. Pa vendarle je gospa Bobnarjeva storila korak, ki je v popolnem in očitnem nasprotju z 2. členom Ustave Republike Slovenije, po katerem je Slovenija pravna država, in 14. členom Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da smo pred zakonom vsi enaki. In je enostavno preklicala izterjavo stroškov, ki pa so ogromni. Veste, kaj je ona v resnici s tem naredila? Samovoljno, očitno nezakonito, protizakonito celo, očitno protiustavno, je na ramena davkoplačevalcev prevalila za 882.650,82, to je točen policijski izračun, stroškov, ki jih je imela policija z varovanjem in vzdrževanjem reda in miru na neprijavljenih shodih, nelegalnih shodih, torej, ki so bili organizirani tukaj v Ljubljani. 3 odločbe te vrste so bile gospodu Jenulju že izdane, približnem skupnem znesku 40.000 evrov, se pravi, šlo šele za manjši del, vendar je zdaj gospa Bobnarjeva preklicala tudi to. Zakon take diskrecijske pravice ministrici ne daje. To se pravi, da je zavestno kršila ne samo zakon, ampak tudi Ustavo Republike Slovenije, kajti zakon je kristalno jasen. Če nastanejo stroški, jih mora pokriti organizator, se izterjajo torej. Tukaj ni nobene besede lahko, da bi bila prepuščena diskrecija policiji, ali to stori ali ne, ampak je imperativno, se izterja, pika. Še več, izkazalo se je, da je sklep o tem, da je ta izterjava nujna in zakonita, sprejela vlada Republike Slovenije, sicer v prejšnji sestavi, ampak to nič ne spremeni. Medtem ko gospa Bobnarjeva je to storila v vlogi ministrice. Zanimivo pa, da so ji takoj sledili drugi organi in organizacije, ki bi morali tako odločitev preveriti in pretehtati, in so jo ubogali. To se pravi, da je zdaj po tej logiki beseda ene ministrice več od sklepa vlade. Tudi če vlada kasneje razveljavi sklep prejšnje vlade, je vendarle tukaj bila očitna samovolja, to se pravi nezakonito ali, če želite, protizakonito ravnanje gospe Bobnarjeve. To lahko samo obžalujemo, kajti to seveda pomeni, da Slovenija ni več pravna država, ni država, v kateri bi bil dosledno spoštovan pravni red,
in ni država, v kateri bi bili pred zakonom vsi enaki. Kajti sporočilo tega dejanja je jasno. Lahko blokiraš cesto, lahko kuriš ogenj na javni površini, lahko počneš vse tisto, kar je izrecno prepovedano po zakonu. Če si levičar, se ti ne bo nič zgodilo. To seveda ne gre, gospe in gospodje. To potem vodi v anarhijo in anarhija v totalitarizem. Tako je vedno bilo v zgodovini in žal se očitno te stvari dogajajo na tak način že tudi v Sloveniji. Neverjetno pa je, da se je to razgalo že v samo prvih nekaj dneh nove vlade. Vsekakor pozivamo ministrico, naj ponovno pretehta svojo odločitev, naj spoštuje pravni red in naj spoštuje zakone Republike Slovenije in predvsem naj spoštuje ustavo, po kateri, še enkrat poudarjam, smo vsi pred zakonom enaki. Tukaj izgovarjanje na kakršne koli dobre namene ali pa kaj podobnega, oprostite, ne stoji. Videli smo, kaj se je dogajalo pred parlamentom, videli smo sistematično, načrtno oviranje javnega prometa, kar je že samo po sebi prekršek in problem. Videli smo oviranje, izogibanje navodil policistom, videli smo celo napade na policiste, videli smo nasilje, videli smo razbijanje tudi na pročelju parlamenta. Vse to so posledice teh dejanj. In te dejanje zahtevajo odgovornost. Kajti sicer je sporočilo zelo slabo. Sicer je sporočilo, da pravni red, ustavni red Republike Slovenije v tej državi za nekatere ne velja več. In gotovo nihče od nas ne želi živeti v taki državi. In še nekaj sem trdno prepričan. Nihče od tistih, ki je dal glas za Goloba, ne želi živeti v državi, v kateri zakoni ne veljajo. Morda se jih kdo razlaga drugače, morda jih kdo ne pozna in jih ne razume. Ampak zakoni morajo veljati za vse in za vse na enak način. Samo v tem primeru je to pravna država, samo v tem primeru je spoštovana zakonitost, spoštovan pravni red in Ustava Republike Slovenije. In še nekaj bi na koncu poudaril. V luči tega dejanja ministrice Bobnarjeve je seveda zatrjevanje ministrice za pravosodje, da bo v Sloveniji dosledno spoštovan pravni red in zakonitost, milo rečeno smešen, da ne rečem posmehovanje volivkam in volivcem. Eno so besede, dejanja govorijo popolnoma nasprotno. Dejanja govorijo drugače, ampak v politiki je tako, da štejejo dejanja, ne besede. S tem bi zaključil ta uvodni del. Če je kakršnokoli vprašanje o tej temi, in z veseljem odgovorim, prosim. Dobar dan, Vara Draškovič, STA. Mogoče bi se jaz najprej še na prvi del vaše izjave v zvezi s temi seznami pregleda zaposlitev navezala. Nekako je predsednik vlade dejal, da bodo vzeli del Šarčevega obdobja in del Janševega z namenom, da je to najbolj transparenten način prikaza tega, ali je prišlo do kakšnih odstopanj. Kako vi gledate na to, kakšne vaše? Jaz sem zelo jasno povedal, kaj je ustavno. Ustava zavezuje vse in vsakogar, ustava ne dovoljuje izjem in tudi ta primer sem konkretno navedel samo zato, ker gre za torej ne neko enkratno dejanje, ampak zdaj že za drugo. Se veste, enkrat ni nobenkrat, dvakrat je pa obakrat, pravi en slovenski pregovor. In še enkrat povem tisto, kar je najbolj bistveno. Berufsverbot je prepoznavni znak totalitarizma. Še eno vprašanje na drugo temo, če lahko vaša poslanska skupina zdaj tudi vložila predlog za imenovanje na podpredsedniško mesto Državnega zbora, predlagali ste gospoda Danijela Krivca. Če lahko malo to pokomentirate in pa ali... To ni namen današnje tiskovne. Ali da potem se tudi boste odločili še imenovati predsednika ostalih delovnih teles, ki še jih imate odprte. Kar bo storila poslanska skupina, bo komentirala vodja poslanske skupine, tako da tukaj pa prosim. Še kakšno drugo vprašanje v zvezi s temo, ki je predmet današnje tiskovne konference? Če ne, pa vsem res hvala lepa za udeležbo, pa srečno in seveda srečna Slovenija.